Letošnji 20. festival Kiblix je v bistvu še posebej slovesen, tudi ker sovpada z 10. obletnico Kibla portala, skratka v prostoru, v katerem smo in v katerem je že 10 let od leta 2012, ko se je v Mariboru dogajala Evropska prestolnica kulture in smo ga v Kibli odprli z razstavo Sofisticiran nadzor oziroma soft control in tudi z 100. obletnico tega prostora oziroma te hiše. Tukaj namreč leta 1922 bila ustanovljena in postavljena prva mariborska tekstilna tovarna. In skratka, odprli so v decembru 1922 in takrat je nekje štela z 25 statvami. In glede na to, da že 10 let Kibla v tem prostoru, Kibla portalu, kontinuirano pripravljamo različne dogodke, predstave, tudi seveda največ razstav, koncerte in podobno, recimo teoretske okrogle mize, javne razprave, konference in še kaj, je treba poudariti, da se je v teh 10 letih tukaj zvrstilo tako rekoč 1000 umetnic in umetnikov in seveda v najrazličnejših kontekstih, od skupinskih do samostojnih razstav, nekje po svojim vedenju, znanju in tudi izboru sledilo temu, kar razumemo ali pa smo razumeli v vseh letih doslej kot sodobna umetnost. Pri tem moram tudi izpostaviti, da smo v tem času ves čas delovali samostojno in na nek način tudi sokreirali programe z drugimi inštitucijami in organizacijami, od recimo Akademije za likovno umetnost, Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in umetnic, do seveda Mariborske akademije za umetnost, Novogoriške akademije za umetnost in tako dalje in tako dalje. Pri čemer je tudi tovrsten festival Kiblix zasnovan spet na tovrstnih sodelovanjih. Nastal je namreč na recimo kuratorski poriv Aleksandre Kostić in mene, ki sva jo začela v tem kontekstu tudi sestavljati že kmalu po koncu Kiblixa v letu 2021, ker smo se seveda posvetili navideznim svetovom, medtem ko smo tukaj, sva se s Sandro odločila, da jo posvetiva predvsem lastnim produkcijam in domačim umetnicam in umetnikom. Pri tem gre zlasti seveda za produkcije, ki so nastale v mreži Centrov raziskovalne umetnosti in kulture, pomeni RUK, in naših 3 laboratorijev, Delavskega doma Trbovlje oziroma DDT Laba, Pine oziroma Skopra oziroma Heka laboratorijev in seveda Kible in našega Kibla 2 Laba. Kar je tukaj tujcev, so tisti, ki so tudi seveda naši, saj so vsa njihova dela predstavljena v kontekstu rezidenc, ko so tukaj bivali in ustvarjali v Mariboru, bili naši gosti in tudi sodelovali z nami in so seveda tudi koprodukcije med nami in njimi. Prav tako so tu ogled tudi dela rezidentov ostalih 2 laboratorijev, katerim smo pridodali oziroma sva z Aleksandro pridodala še nekatere vabljene domače umetnike in umetnice. Glede na to, da je tale naša mreža RUK tudi pred zadnjim oziroma že v zadnjem letu svojega delovanja, pomeni, da gre tukaj tako rekoč za pregled zaključenih produkcij oziroma tiste, ki še bodo pa trajale, pa jih bomo seveda predstavili bodisi na festivalu prihodnje leto,
bodisi pa tudi nekateri prejšnjih oziroma bližnjih razstav. Aprila načrtujemo tovrstno razstavo tudi v Cankarjevem domu. Kar se tiče samega naslova festivala Kiblix oziroma te razstave Ljubezen in mir, se nam je zdela v tem času to edina, recimo, normalna in angažirana gesta, saj namesto, da bi o tem, kot v glavnem se govori drugod, po drugih medijih, ne pa po umetniškem oziroma umetnostnem mediju in zlasti v jeziku, recimo, tako imenovane intermedijske umetnosti, je ljubezen in mir potrebno vzpostaviti v javni diskurs, namesto tega, s čimer vam pere v glave, to pomeni z boleznjo in vojno. Skratka, love and peace instead of war and disease. Medtem ko recimo 15% živečega sveta pomeni tako imenovana zahodna demokracija ali zahodne demokracije in kjer se rodi samo 3% otrok na svetu, dobesedno maltretira ves preostali svet, skratka 85% preostalega sveta, z vsiljevanjem svojih kriterijev, svojih norm, svojih pravičnosti in resnic, se mi zavzemamo, da je v tem primeru umetnost lahko najbolj angažirana, če izpostavlja in tudi zagovarja ljubezen in mir. Da ne bom preveč zašel, bi mogoče še samo sklenil, da razstava na ogled v Kibla portalu je odprta vsaj do 31.12. letos in seveda gre kot enkratno produkcijsko in tudi predstavitveno platformo, kjer lahko si ogledate, kaj recimo slovenska ustvarjalnost oziroma slovenska umetnost, ki za svoje delo uporablja pač sodobne tehnologije oziroma tudi sodobne medije, lahko v tem trenutku ponudi in mislim, da gre za dejansko zelo pomembno in tudi veliko razstavo, ki je neke vrste primer naših dobrih praks ali pa tistih naših najboljših praks, ki pa upam tudi, da bodo neke vrste inspiracija za vse obiskovalke in obiskovalce, hkrati tudi za mlajše, ki se odločate bodisi v svoj študijski ali pa bolj profesionalni poti, pa tudi spoznanje za vse ostale generacije, ki boste njej videli to, s čimer se lahko danes tudi v Mariboru upravičeno pokažemo in izkažemo.